živ pa en lep dober jutrček, ura je 2 zjutraj in mi se že peljemo v Ameriko. Zdaj pa, da navte z mano hodili po vseh telih avtocestah pa avionih pa tako naprej, bom jaz zdaj kar pokazal, kako je izgledalo, ko smo Shelbyja zaključili končno kompletnega v PPF, pa se pa vidimo v Ameriki. Evo, čisto za občutek, takole izgledali, ko so fantje dajali PPF na avto, valjda vsak panel je treba posebej obleči, vse zarobati in tako naprej. Zdaj pa kar poglejmo, kako izgleda že končen izdelek. Ja, nič, a pozga kle sploh kaj štukov ali? Prav, tole je vse en del, ta del, to. Do tukaj, a ne? Zdaj... Ja, do črt, ja. Havbo smo tako delili, zato ker pač črte so matane in valjda, če bi šli z gloss folijo, čez bi bile tudi črte mat, jaz pa pač sem hotel obdržati te črte mat, tako da je v bistvu tole ena polovica, pol je tukaj v bistvu ta insert, pa tukaj druga polovica. Se pravi, vse, kar je gloss črno, je v bistvu zdaj zaščiten v folijo. Tele nalepke pa smo se odločili, da ne bomo dajali mat PPF-ja čez, zato ker je folija čist dosti debela in tudi če kakšen kamen preleti, bo pač zaščiten. Spoiler je narejen v enem delu. Hodo. Šel sem, bom rekel tako, kakšen centimeter lahko še zadnji, več pa folija sama ne dopušča. Ja, bi jo pol živ dvihaval, verjetno, ne? Tukaj zadnji, ja, je centimeter do 2 še šlo, vse druge pa že prešti in zdaj pa treba dati pol zadevo. Pa tudi to sploh se v bistvu ne vidi, pa če res minimalno, tist, ki gre res iskat, drugače se pa res ne vidi. Pa tlele lih toliko za rob, da se tale rob pokrije, a se ga čutam, ja. Ne, hodo. Kaj pa tle v zadnji? Sva pa luči po enim izdelu, verjetno, ne? Luči so, mislim, luči so. Aha, tudi? Luči so narejene, ja. Hodo. Hodo. Luči so vse narejene, to je bilo vse šablonsko. Zraven sprednje luči meglenke, to je tudi vse skupaj pokrito. A to je tudi v PPF-ju? To je vse v PPF-ju. Hodo. Zdaj edin kar ni te deli tukaj noter, ki so pa malo komplicirani, pa niti niso izpostavljeni. Ne, te itak niso izpostavljeni. Tle se mi zdelo, da dobro, to sploh nisem vedel, da se v bistvu luči tudi v PPF daje. Ja, kaj pa kle okoli kluke, te je hec ali pojem? Ne, ni. Kle okoli imaš res. Ja, super, ja. Tukaj not, pa kle not je zdaj dodatno ta še narejena. Tako, ja. Tako da, malo je še vode noter, ampak je ful težko. Nič kot ga. Vse to bo na soncu poje šlo, ne? Če gledam zdaj en dan, pa v bistvu kle noter nekje ostali, pa pol 3 dni že vse zunaj. Pa tudi tako na vtip je pač sej že prej bil gladek, a ne? Zdaj pa sploh kaj pač polimen. Pa gledaj da še keramiko pol gor, ne? Ja, da ideš še bolj, ne? Prvo piper, keramika je pa še bolj, tisto pa res. Konc sezone je, Shelbyja smo zdaj oblekali, tako da sem ful vesel, da smo to zrihtali pri konc sezone, da če se slučajno, ne vem, februarja odločim, ko bo kakšen topo dan, da grem do morja pa nazaj, da se nam sekiru, ko bo še zmer dosti peska po cesti, mu ne bo nič. Zato, ker je tudi folija na avtu samoceljiva, tako da vse mikropraske, ker bojo nastale, ko bom avto prav ali pa ko bo seveda tudi kakšen kamenček prletel, se bojo na soncu tudi same zacelile. Tako da po enem letu ali pa po 2 letih ali pa ne vem, po 30.000 kilometrih bo barva v spodju ostala taka, kot je, ker folija se vedno sama zaceli in bo avto ustal najdlje, kar se da, res v najlepšem stanju. Koliko take zadeve stanejo zdaj za avto take velikosti, tako kar je Mustang, je pač malo draže, ker je avto kar velik in pride kompleten PPF, se pravi za cel avto, okrog 4000 evrov plus davek. Potem recimo, če bi radi sam spreden konc zaščitili, to pomeni havba, prekraj, odbijač, pa tukaj gor do začetka strehe, so cene tam okrog jurja 200 plus davek. Če pa manjši avto je seveda to malo manj, ne vem, cene za cel avto se začnejo tam nekje dobrih 3000 plus davek. Jaz sedajem res delam zdaj že kar dolg časa, polepo je mojega tudi ta prejšnjega Focusa RS-a, tega zdajšnjega Ilimo, Shelbyja Ilimo in praktično vse, kar imam za sprintati, vozim k njemu in bo res zaupan, tako da če imate tudi vi kaj za polimati, ne vem, nalepke za narediti, cel avto v PPF zadati ali pa vrepati avto, bom valjda stisnil spodaj pod ta video tudi link do njega, tako da ga lahko kontaktirate, pa se zmenite za termin. Ovo je pa še takle prima studio za avtomobile maklele, pa imaš pa ko, ti pokažem.
še tole, klele si lahko zbiraš, kakšno, recimo, če bi si rad v kakšno barvo avto oblekel, klele so tudi roleži redi, en kup printerjev, tako da res, klele se dela napolhan. Če pa želite pa valjda tadej tudi zriše prav dizajn za vaš avto, tako da je dejansko zadeva one stop shop. Ja nič, zdaj pa najbolj, da avto zapeljemo kar ven, klele smo ga mogli sicer malo podložiti, ker je tale Shelby res nizek. V tole garažo so sicer pripeljali že marsikšni GTR-ji pa spuščene M4-ke, ampak za Shelbyja smo mogli pa special vhod zrihtati. Marija, kako ta zadeva prede. Evo, mi smo že pristali v sončno Kalifornijo. Aja, kam v Kalifornijo? Pristali smo tlele v San Diego. Tukaj sonce vsak dan, cel dan, ljudje surfajo, se imajo fajn. Aja, pa car community tlele res next level. Midva sva direkt zdajle prevzela rentakar in šibala z letališča klele do kolegov v Garage Collective. To je v bistvu en car club, ki imajo taken ful brutalen plec, mogoče ste jih že videli na Instagramu, pa gremo kar zadevo pogledati. Klele imaš takole malo barček, pa ven razgled na tale res prima most. Pa imaš klele malo takole za gejmat, za hangat. Če tole ni en perfect place za car guye, pa jaz tudi ne vem, leto, še spodaj se avte vidi. Tam imaš pisarne, vzadaj še car storage, pa tale detajl mi je všeč. Znaš, česa so kljuke narejene, a ni noro. Tukaj imaš pa pol car storage. Vsega sicer nisem smel posneti, ampak že tole, kar vam kažem, je meni čist noro. Pa imaš pa klele vzadaj še detailing bay, klele še nekaj avtov pospravljenih, pa tole mi je res všeč, stena za fotkat avte. O, majster, le kva sem najdel, le to. Tole je Bronco Raptor. In pred njemu je parkiran G36 in zgleda kaj igrača. Lej, kva je to hudo. Pogledala sva še merch store tukaj, pa vse v takmu old school racing retro vibe. Meni je bilo čist hudo, zato sem si koj dve majčke kupil. Jaz sem zdaj lihkar zavil dol z ceste, ker sem slučajno videl ob cesti en brutalen avto in sem rekel, grem tole pogledat in zapeljem gor in tale skladišče za mano je polhan brutalnih avtov, tako da gremo kar noter pogledat zadeve. Pa dobrodošli v West Coast Exotic Cars salonu. Hvala je tole Lamborghini V10 mizo, Marija. Pač jaz sploh ne vem, kam bi gledal, klele se že brutalija začne, pol se pa to nadaljuje čez cel showroom. In to je pač showroom za rabljene avtomobile. Seveda pa ne moramo brez, da bi vam pokazal svojega Dailyja, ki ga vozim tale cajt kle, in tole za mano je Chevrolet Camaro. Na voljo so bili 3 avtomobili, Mustang, Challenger pa Camaro, in ker pač Camaro ta še nisem vozil, ostale 2 pa, sem si izbral tole. Tale sicer ni čista prav Američan, ker nima V8 motorja, tale ima V6 motor, ampak meni se zdi čist dost avto, je ful lepo elastičen, prožen, dober potegne, pa tudi poraba je zelo fajn. Včeraj sva se vozila 4 ure, pa naredila sva približno 420 km, pa sva porabila dobro polovico tanka in sva zračunala, da je to v bistvu poraba bila tam 8 do 9 litrov, kar pa po moje kar zelo super za takle avto. Da je to zadevo težko primerjaš s kakšnim V8 Mustangom, ki se itak bolj špele, ampak če ga pa primerjam recimo s kakšnim 2.3 EcoBoost Mustangom, mi pa tale bolj všeč, zato, ker, ne vem, malo je krajša zadeva, se mi zdi, da je avto malenkost manjši in se čez ovinke meni osebno malo bolj špele. Lej, prtljažnik je kar prima. Not se kar marsikaj sprav.
Pa tudi noter se ful dobro sedi. Zdaj ne vem, a je armaturka toliko visoka, ampak jaz imam občutek, da od vseh teh klasičnih treh Američanov, se pravi Mustang, Challenger pa Camaro, da v tem avtu sedim najnižji. In zame, ker sem približen 1,90 m, mi je to zelo všečno, da nisem čist pod stropom. Pač tle res dobro noter sedim. Avto ima CarPlay, pa ful so mi všeč tele v bistvu komande za regulirati klimo. Tako res enostaven pa simpel za razumeti. Evo, to kot Camarota, zdaj pa šibamo v Vegas. V prejšnjem vlogu sem vam obljubil, da bom zdaj, ker sem v Ameriki, naredil še en Q&A, tako da ste mi zastavili vprašanja na YouTubeu pa na Instagramu. In če bo prebrala vprašanja, jaz bom pa probal, kar se da dobro odgovoriti. Največ vprašanje je bilo, kaj je moja služba, pa kaj delam, da si lahko te stvari privoščam. Že nekaj časa obljubljam, da bom to pač malo bolj detaljno povedal, tako da ne bom se še danes te teme dotaknil, lahko sam povem, da se ukvarjam z dizajnom primarno, pa da imam pač več različnih finančnih prilivov, da ni samo ena služba, no, tako. Koliko zaslužiš z YouTubea? Praktično vse to, kar delam, pa jaz snemam pa montiram te videe že, pa vem, 8 let, 7-8 let. Nisem imel nikoli od tega nič, od TikToka nič ne dobim, od YouTubea pa dobim malenkost. Zdaj v zadnjem letu sem končno prišel do te točke, ko lahko dejansko dam adse na svoje videe. Je pa tega denarja toliko malo, da načeloma v enem mesecu ne dobim tudi za en tank goriva, ne, no, tako. Za občutek, kaj pa vem, na mesečni bazi od YouTubea dobim 30 evrov. Mnenje o novem Mustangu, zdaj, ko si ga videl v živo, še posebej glede taillights. Dark Horse si videl, vprašaj. Ja, ta nov Mustang mi je na zunaj vizualno všeč. Tudi zdaj, ko sem ga v živo videl, mi je kar kul. Dark Horse, ja, sploh. Dark Horse je res huda zadeva. Kar mi ni všeč je notranjost, ker se mi zdi, da so šli čist preveč v te prevelike skrine, tako zelo podobno, kakor ima večina proizvajalcev. Zdaj ta dvojen skrin, se mi zdi, da je Mustang en tak avto, ki mora ostati bolj tak enostaven, špartanski, analogen, tako da to me zmoti. Pa recimo tudi te animacije, lučk, pa nekaj, ki se on prižiga, pa kar nekaj utripa, pa to, ne vem, no, to mi je kar malo preveč, no, to so, kaj pa vem, vizualno na zunaj mi je všeč, kar se pa tehnologije, pa bom rekel vsega tega tiče, teatra okrog njega, s tem lučkam, pa to mi pa ni všeč. A boš predelil tudi mašino na off-road buildu? Prav na off-road buildu to verjetno imaš v mislih Challengerja. Ja, tudi mašino bomo predelali, v Challengerju trenutno V6 motor, tako da zadeva gre ven, večje turbine in tako naprej, tako da bo stvar res poskočna. A greš na Semo, ki je v Vegasu? Na Semo v Vegas greva, tako da ravno kar se tja peleva. Zdajle sva na poti, zdajle imava še koliko, 2 urice do tja. Najprej se bo ustavila danes v Shelby muzeju, potem pa jutri prva stvar, takoj po zajtrku greva pa na Semo. Tako da to že res komaj čakam, ker je to moja prva Sema in se ful veselim videti sploh te avtomobile od YouTuberjev, TJ Hunt, Tavares, Šmi, Stradman in tako naprej. Tvoj prvi avto? Ja. Moj prvi avto je bila Opel Astra 1.7 dizel. Kupil sem jo, ko sem začel hoditi na faks. Zato, ker mi je bilo pač ful lažje z avtom, z busom sem imel 2 ure do faksa, z avtom pa 20 minut, tako da je pač to takrat bilo smiselno, da sem pač si kupil svoj prvi avto. Pa prvi malo bolj tak resen, malo bolj nabrit avto je bil pa Renault Megane RS. Kako si dosegel in si ustvaril vse, kar imaš? Kako se je vse začelo? Hvala za vso motivacijo. Kaj pa vem, mislim, meni so največja
motivacija v življenju zmer bili avtomobili. Tako v dušo mi seže, no, ne vem, rad imam vse sorte avtomobilov in vedno sem imel željo imeti več avtomobilov, kolekcijo vozil in delati pač veliko stvari okrog avtomobilov in to mi je bila tudi zmer motivacija. Pač vedel sem, da če si bom hotel dober avto kupiti, bom mogel pač za to tudi nekaj narediti. In ja, v bistvu vse, kar delam, pač nekako si zadam cilj, oziroma sem si ga zadal že dolg časa nazaj, kaj bi rad dosegel. In pol v bistvu skozi to nekako rečem, ok, če hočem imeti, ne vem, da se bom zmislil garažo 5 avtomobilov, ki so to stane tok pa tok. Če bi rad to, ne vem, do 30 leta dosegel, to pomeni, da moraš zaslužiti tok pa tok na mesec. Zdaj pa začneš razmišljati, ok, kaj pa jaz zdaj lahko naredim, da bom zaslužil tok denarja na mesec. Tako da, v bistvu čistko, no, motivacija do stvari, ki bi jih rad imel pa dosegel v življenju, no, tako. Zakaj si izbral GT350 namesto GT500? GT350 era sem si izbral zato, ker je ročni menjalnik, GT500 je pa avtomatski menjalnik, pa še en zelo velik razlog je bil ta, da je GT350 atmosferski motor, GT500 je pa superchargen. Valjda ima GT500 več konj, ampak ima posledično tudi več kil, kar enih 200, če ne 300 kil več, plus to, da se GT350 vrti na 8250 obratov in pač avto res poje tam proti vrhu. GT500 se pa zavrti na 7600, ka pač valjda ne rabi toliko obratov, ampak ne vem, meni je všeč atmosferski motor, ročen menjalnik, V8, pa da se vrti na res visoke obrate, no. To so bile v bistvu, to je bil največji razlog, zakaj je sploh GT350, no. Dobro, hvala. Koliko stanejo novi Mustangi v Ameriki? Čak se sva gledala, koliko uni EcoBoosti so bili tam okoli 40 jurjev. Dobrih 40, 5.0 je bil pa koliko, 56? Ja, tam od ene 55 naprej, no. Ja, vidim modar, ja. Tako da ja, precej cnej, kakor pri nas, če računaš, da dobiš za 55 jurjev dolarjev, kar je najmene 50 jurjev evrov, dobiš že V8 Mustanga, ampak ja, tukaj je pač precej manj dajatev, pa davkov, pa tako naprej, no. Ja, lahko pogledate na moj TikTok, no, sem par teh dealershipov obiskal, kjer smo tudi pogledali, kakšne imajo cene. Prišel sem tudi do enega dealershipa, ki je imel ful prvite cene. Tako, ne vem, za te Raptorje je imel, ne vem, kar tako po 20% dražji, kot vsi ostali, ampak če vas te zadeve zanimajo, komod pogledajte moj TikTok ali pa Instagram, pa boste videli še več kontenta, kot kar klele v vlogih. Si zadovoljen s svojo kolekcijo avtomobilov in če bi še kakšnega dodal? Ja, jaz sem ful zadovoljen s svojo kolekcijo. Tako, zmer rečem, če se kolekcija tle konča, sem najsrečnejši človek. Če bom pa še kaj dodal, bo pa to sam bonus. Zaenkrat imam, se pravi, GT350R pa Focus RS sta taka, ki jih nikoli ne bom prodal in v to kolekcijo bi rad uvrstil še... Sem ga videl. Krtar za nas. Challenger, a ne? V to kolekcijo bi rad dodal še Raptorja. Če se bo le dal F150 Raptor Era, to mi je pač dream, ali pa kakšnega Bronco Raptorja, kaj taga. Ful bi rad dodal še Ferrari 812 Superfesta ali pa kakšnega Ford GT-ja, ampak Superfest oziroma Ford GT, to je pa pol že toliko resen denar, da ne vem, mogoče, če bom res kdaj zelo uspel v življenju, da bom imel, ne vem, okrog 1 milijona zapraviti za avto, pa zanj za vzdrževanje, pol bo verjetno to nekaj od tega. Ampak drugače pa
kar si želim od nekdaj, je to Shelby GT350R, Focus RS pa Raptor v kakršnikoli obliki. Ta, bom rekel, Holy Trinity bi rad dosegel in to je eden izmed večjih ciljev, no, to je to. Če bi prodajal Shelbyja, kakva bi bila cena? Ok, to me dosti ljudi vpraša, mislim dosti, ne vem, kar par ljudi me je to že vprašalo, no. Zdaj moj Shelby nima cene, ker pač ne bo nikoli na prodaj in pač je težko reči ceno, ampak če vas zanima cena za tak avto, v Evropi se gibljajo cene za take avtomobile med 100 pa 120 tisoč. A nisi enkrat kupil Ducati Monster 696, a se nič ne voziš? Ja, to je res. Imel sem Ducatija 696, vozil sem se eno sezono, potem je pa prišla ena prilika, ki ga je hotel en odkupiti od mene, tako da sem pol v bistvu tudi motor prodal, ker sem se pač ful malo vozil. To je to, žal ne morem na vse vprašanje odgovoriti, ker jih je pač res ful, tako da hvala vsem, ki ste mi napisali kakršnokoli vprašanje, tako da tale vlog dajmo zdaj kar tukaj zaključiti. V naslednjem vlogu se vam pa že javim iz Shelby muzeja oziroma dejansko tam, kjer Shelbyje delajo. Malo bomo pogledali tudi merch store, kjer bom po moje nesel pol štacune ven, pol gremo pa še na Semo, pol se pa v bistvu vračamo počas domov. Tako da, to je to za enkrat, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau! No, pomahaj. Pomahaj lepo. Ja. Oh my god! Wow.